Kaj gledate? Se vem, včasih si bil buksel, nesposobnež, loser, če nisi imel do 30. leta svojega novega avta. Danes si pa car, če se voziš s kolesom, vlakom, avtobusom, tako da ve se, kdo je car. Dobro jutro, Jože. Živijo, Simon. Dolgo te nisem nič videl. Ja, malo kasneje sem hodil. Ja, valjda. Kasneje začneš, prej nehaš. Zakaj misliš, da več ljudi ne uporablja vlaka? Odvisno od časa, ki ga bojo uporabljali za pot v službo. Mislim, če je relacija dobra z vlakom, povezava, ljudje to uporabljajo. To je res, ja. Pa če malo pokombiniraš, ne, še s kolesom pa tako. Pozna se, najprej smo vse v ceste, ves denar v ceste in potem so se ljudje malo tega navadili. Zdaj pa se veliko vlaga v železnice, samo malo bo še trajalo, da to spravimo na nek tak nivo. Tako da samo boljš bo. In zdaj se moramo samo še navaditi na vlak hodati in bo vse lepše. Ja. Ok, dobro. Samo da vemo, kam gremo. To je pomembno, ja. Se pravi, hitrost je najbolj pomembna stvar. Ja, se ti lahko pokažem. Recimo za Ljubljano, če si pogledamo, za javni potniški promet. Vidiš, da iz marsikaterega mesta se da z javnim prometom zelo hitro priti do centra, predvsem tole tukaj ob železnici, seveda so pa tudi tukaj določeni deli, ko je pa ta potovalni čas pač slabši. Eni pa seveda niti ne morejo uporabljati javnega prometa, nimajo vsi take sreče kot mi dva. Ja. Kateri so pa še druge stvari, ki vplivajo na to, kam se ljudje, kako se ljudje vozijo? Mislim, poleg hitrosti pomembno je seveda udobje, da se ti lepo udobno pelješ, da je dovolj pogosto, da lahko greš takrat, ko ti paše. Je pa pomembna tudi cena. In kaj se da narediti, da bi izboljšal vse to, seveda poleg cene? Predvsem je treba vlagati, treba nove vlake kupovati, proge izboljšati, postaje prenavljati, da imajo potem vsi neko dobro kakovost javnega prometa. Kdo pa recimo ima najbolj zrihtane železnice? Za primer lahko Švico vzamemo, glih tako je gorata kot Slovenija. Ja. Veš, oni so veliko vlagali v železnico in kaj so dobili? Veliko potnikov, veliko ljudi se vozi. Kljub temu, da so bogati, oni grejo na vlak. Bolje, udobno, hitrejš. In to je za njih pomembno. Cena za njih ni pomembna. Ja, prepričan sem. Kaj enkrat ugotoviš, da je vožnja z vlakom udobna, da ni nobene nervoze, ker veš, da boš ne glede na vreme vseeno točen, postane avto, tvoj predragi in predrag avto, stvar preteklosti. V večini evropskih držav, kjer je javni promet dobro organiziran, recimo Nemčija, Francija, Švica, skandinavske države, tudi Češka med recimo bolj vzhodnimi, predstavlja hrbtenico javnega prevoza železnica. V Sloveniji je bil razvoj nekoliko drugačen, bi rekel, od 70 let prejšnjega stoletja naprej
so se takratne oblasti odločile, da bolj razvijajo avtobusni promet, zato od takrat naprej, bi rekel, ni bilo nobenih investicij v železniško infrastrukturo. So pa namesto tega v zadnjega pol stoletja razvijali avtobusni potniški promet. Zato ima Slovenija, bi rekel, znotraj javnega prometa za evropske razmere nadpovprečen delež avtobusnega prometa. Ja, če želimo organizirati res konkurenčen javni potniški promet, predvsem pa tudi konkurenčno povezavo med P+R parkirišči s centrom mest, potem je nujno, da imamo na teh cestah ločene pasove, rumene pasove za javni potniški promet. V Ljubljani, na primer, smo to izvedli le deloma, se pravi deloma na Celovški in Dunajski cesti, pa še tu samo deloma, ne pa na celotnem poteku, pa še tu samo proti mestu, ne pa ven iz njega. In recimo pri zadnji obnovi Tržaške ceste smo zamudili to priložnost, da bi hkrati za obnovo, v kateri smo sicer izboljšali, bi rekel, pogoje za kolesarjenje in za pešhoje, tudi izboljšali možnost za javni potniški promet. Se pravi, ključno je, da je javni potniški promet časovno konkurenčen. V tem primeru ga bodo ljudje uporabljali in tukaj je pač več možnosti različnih ukrepov. Jaz sem se avta znebil pred 5 ali 6 leti, zdaj ne vem točno. In to te potem pri tistih reakcijah ljudi, ne, kaj pa zdaj? A ti pomagam? A rabiš kaj? Čas prideš do tega, da obstajajo različne možnosti, kako hoja, kolo, javni prevoz. Obstajajo pa tudi različne aplikacije, ki najameš električen avto, pa recimo za trgovino pa take stvari, ne? Ali pa za neke daljše poti. Jaz pravzaprav nobenega ne prepričujem, naj se avta znebi, ne. Tudi v končni fazi ti obrtniki, ki vozijo veliko stvari, se niti ne morejo, ne. Ampak na en način bo treba spremeniti naš mobilnostni sistem. Evropa že sprejema različne nove predpise, smernice, ne vem kaj. Mi se moramo preprosto sprejeti to, da tak sistem mobilnosti, ki ga imamo, ne more obstati. Treba bo izboljšati infrastrukturo za javni prevoz, ne. To je tisto, kar Sloveniji manjka. Slovenija se je odločila na začetku, ko smo se osamosvajali, da bo enako vlagala v železnice kot v ceste. Zgodilo se je popolnoma obratna situacija, pravzaprav, da mi imamo zgrajene ceste, železnice pa počasi obnavljamo. Kar se tiče pa avtobusov, je pa isto. Država mora ponuditi zraven tega, da se pač omejuje osebni promet, da se izboljša infrastruktura za javni promet, pa še, da se mogoče kaj subvencionira, ne? Kar pogrešam še zmeraj, ne, je pa to, da bi bile kakšna aplikacija, kakšna zadeva, ki bi omogočala različne stvari, ne? Pa zamenjavo nekih oblik prevoza, ne? Da jaz zdaj iz avtobusa stopim dol, pa recimo lahko že kolo najamem. Ali pa, da si jaz že doma naredim pa kupim karte na eni in isti aplikaciji, da grem do tam z vlakom, potem grem na avtobus in potem kolo, ne? In to, da bi bilo možno za vse poti, skratka, za tja in nazaj.
Ta trenutek je javni potniški promet v Sloveniji zelo razdrobljen, kar se upravljanja tiče. Posebej se upravlja z medkrajevnim avtobusnim prometom, posebej z železniškim prometom. Mesta imajo svoje upravljanje mestnih prometov, tukaj predvsem mislim na Ljubljano in Maribor. In mislim, da je glavni cilj v prihodnje, da ustanovimo skupnega upravljavca, ki bo harmoniziral delovanje vseh teh javnih potniških prometov, poskrbel za enotne vozne rede, ki bodo med seboj usklajeni, in tudi za vse tiste, aplikacije, ne, za uporabnika, ki bo naredil javni potniški promet bolj atraktiven. MaaS je kratica za angleški izraz Mobility as a Service, oziroma po slovensko mobilnost kot storitev. Gre za precej radikalen koncept. Njegova poanta je namreč, da gre za integracijo več potovalnih načinov, od javnega prevoza do souporabe koles in avtomobilov in tako naprej, v eno samo digitalno rešitev. Torej, želim si potovati od točke A do točke B in pri tem ne bi želel uporabiti svojega lastnega vozila. Odprem telefonsko aplikacijo, pač vtipkam izhodišče in cilj potovanja, in potem aplikacija tudi glede na moje preference, želje, mi izriše najbolj optimalno pot, ki jo potem lahko, denimo, če se vkrcam na vlak, tudi rezerviram. Če pa želim za recimo zadnji del poti uporabiti, si izposoditi kolo, pa ga ravno tako potem kolo rezerviram in se potem pripeljem na končno destinacijo. MaaS, kolikor dobro funkcionira, ponuja zelo dobro alternativo uporabi lastnega avtomobila in s tem prispeva k med drugim tudi k zmanjšanju toplogrednih plinov. Do MaaS v Sloveniji se bojim, da je še kar dolga pot. Želimo si predvsem, da bi ta temeljil na zelo močnem javnem potniškem prometu. Ta pa vemo, da je v Sloveniji precej podhranjen, neučinkovit, kar se kaže tudi v njegovi šibki uporabi. Druga ovira je razmeroma šibko sodelovanje med deležniki. Nenazadnje pa imamo v Sloveniji še eno oviro in to je razmeroma razpršena poselitev. MaaS namreč najbolj optimalno deluje v večjih in bolj gosto poseljenih urbanih območjih. Ja, Jože pri telefonu, rad bi naročil majstra. Tukaj prej ni veliki v pečnati cerkvi. 5 minut, super, hvala. 5 minut glih za en sendvič. Že pridejo. Se človek niti sendviča ne more v miru pojesti. Dober dan. Dober dan. A to je že zame, za Jožeta? Seveda. Zgodni ste? Se trudimo, da prijemo čim prej. Koga vse pa voste, da morate biti toliko zgodni? Ja, najbolj tiste starejše, rečemo, ki težko hodijo. Seveda penzionisti, pa koga še? Invalide tudi. Rečemo tudi turiste, ki bi si želijo ogledati mesto. Kje vse pa voste? Največ je pešcona, potem tudi tržnica in Lent. Tržnica in Lent, tja bi pa jaz šel. Super. Pejva. Greva.
Dober dan, kam ste namenjeni? Do tržnice gremo. O, super, jaz tudi. Zdaj ste mi življenje rešili, ker tukaj hodi tako dolgo pa vlačiti se. To, Ne govorite. A veliko uporabljate majstra? ja, kar nekajkrat s prijateljicami pa tako gremo malo, ali pa greš samo malo, da ne rabiš hoditi daleč. Ja, Včasih že moraš iti malo, ne? ja seveda. Peš tak, a drugače pa še. Ne? A pa so prijazni šoferji, So, pa šoferke, no. No. Da ne bomo delali razlik. v redu so si namislili to. Vrhunsko je, a ne? Ja, Meni je tudi super. pa še malo pogledaš okoli. Kaj se Če je kaj kakšna dogaja? nova trgovina. A če kakšna nova trgovina, seveda. Ja, Tole je pa glavni trg. Kako se reče temu trgu? to je glavni trg. Glavni trg. Ja, glavni. Pa sem prav glavni. rekel, aha. Ja. O, ko smo še mlajši bili, mladi, smo tukaj dosti hodili okoli po ulicah. Aha. A pa je bil ta trg od nekdaj takole zaprt za promet? Ne. To so ga uredili zdaj 2 leti menda, od tega, da je čisto zaprt. Aha. Drugače je bil pa tukaj prevozen za avtobuse. Pa v eno smer so lahko avtomobili vozili sam. A pa je zdaj boljš? Ja, fajn je, samo se pač malo pritožujejo. Ker zdaj so pa druge ceste zaprte. Pa bolj obremenjene, mislim odprte, pa bolj obremenjene. Ne? Aha. Okay. Drugače pa meni je fajn. Vam je fajn? Ja, meni je fajn. Super. Tržnice. Sva že prišla? Ja, super. Bilo. Odlično, to je bilo pa hiter. Je bilo, ne? Ja. Pa smo hitro. Zdaj pa na tržnico, a? Ja. In kaj boste danes kupili? Ja, danes kako solato, nekaj zelenjavo, za kakšno juho. Avantogov je souporaba električnih vozil. V Ljubljani smo štartali pred 5 leti z 11 lokacijami, s 33 avtomobili. Številka danes je preko 120 lokacij po celi Sloveniji, na voljo je pa preko 250 avtomobilov. Prednosti carsharinga so predvsem nižji stroški za samo mobilnost. Uporabniki zelo radi izpostavijo vedno zagotovljeno parkirno mesto. Največja prednost so definitivno prihranki. Prihranki lahko varirajo od 250 pa do 500 evrov na mesec, hkrati je pa tudi veliko manj skrbi, ker ni treba razmišljati, kdaj je registracija, kdaj je servis, kdaj je zavarovanje, to, da so na lokacijah vedno napolnjena vozila, da se lahko odpeljete tudi z vozilom na kakšno daljšo relacijo. V floti imamo tudi vozila z dometom preko 300 km, tako da Slovenija že skoraj da ni več omejitev in so se uporabniki dejansko res zelo, zelo dobro navadili, da je lahko Avantogov kar nekak del njihovega vsakdana. Je dejstvo, da carsharing ni rešitev za vsakega. Predvsem v tem trenutku rešujemo težavo v urbanih središčih, kjer je definitivno problem parkiranje, preveč avtomobilov in v prvi točki je nam zelo pomembno, pa bomo zelo veseli, če bomo dosegli to, da se bo veliko ljudi odločili, da drugega avtomobila v gospodinjstvu ne potrebujejo. Tudi zgodbe uporabnikov so nehali uporabljati lastniško vozilo, so šli izključno v to najemniško infrastrukturo, torej takrat, ko potrebujejo, samo pokličajo in dobijo vozilo. Za kakšne daljše poti še vedno klasičen rentakar, katerega tudi ponujemo pri našem podjetju, in pa za te skoke po mestu potem so uporaba električnih vozil. Pozdravljeni, se upravičujem za zamudo. Prostovoljc Jože se javlja na mesto.
Lep pozdrav, gospod Jože. Vesela, hvaležna, da ste sprejeli tole častno funkcijo in boste danes vozili naše občane. Z veseljem. Pogovarjam se pa lahko seveda najbrž s potniki. Absolutno, pa nič hudega, če zamujate. Boste pač malo pohiteli, samo Seveda, po predpisih. srečno. Srečno. Prostofer je vseslovenski, trajnostni, prostovoljski projekt mobilnosti starejših, sicer tistih starejših, ki živijo pravzaprav izven urbanih mestnih središč, ki nimajo tako omogočenega dostopa do javnega prevoza, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev in seveda tudi nimajo svojcev, ki bi za njih na ta način poskrbeli. Drive. Pogosto uporabljate Prostofer? Uporabljala sem ga dvakrat, samo dvakrat, ker še sama včasih kaj peljem. Ampak v kakih kritičnih situacijah, ko sama nisem upala ali nisem mogla in sem zaprosila in sem dobila. In v takem primeru je kot nalašč takale storitev? To je kot da je bilo darilo z neba. Darilo z neba, kako lepo. Edino to mi je malo, da moraš 3 dni prej povedati, ker včasih pride situacija hipno. V naši občini imamo sorazmerno veliko število starostnikov. Teh je kar 22% in smo tista občina, ki smo nadpovprečno številčni z starostniki. Ljudje so prihajali k meni, imajo težave z mobilnostjo in tako je nastala ideja, da gremo v ta projekt. Projekt je zaživel konec leta 2019 in odzivi so bili izjemni. Dober dan. Dober dan. Izvolite. Jaz sem se tudi komaj noter zložila. Pri nas imamo najeto električno vozilo, ki ga pač potem ti šoferji prostovoljci, ki vzamejo na občini in popeljajo, to se pravi soobčana, na lokacijo, kamor želi. Takole, gospa Anica? Ja. Vas je bilo kaj strah? Kipa. No, super, me veseli. Saj sem varno. Vi ste taki počasni šofer bili, da ne bi me ubili. Ja. To bi bilo res, to bi bilo res dobro. Najlepša hvala. Samo večkrat, čakajte, bom. In če zvečer zamudiš zadnji vlak iz Maribora v Ljubljano, potem je tukaj še ena oblika prevoza, ki vas lahko reši. Rečemo ji carpooling. A ste vi iz prevozi.org? No ja. Super. Ljubljana, ne? Tako je. Bravo, Maja. Bravo, Maja. Me veseli. Ne glede na različne oblike javnega potniškega prometa, je avtobus pri nas še vedno kralj. Jaz se z avtobusom vozim po mestu, izven mesta, peljejo me na smučanje, do Bohinjskega jezera, pa v center Pirana, skratka, ni da ni. No sej, vlak je tudi super. Zdaj se lahko vozim v 2-nadstropnem vlaku in imam čudovit razgled. Najboljše pa se mi zdi, da bomo v prihodnosti različne oblike javnega prevoza med seboj povezali. Tako bom z enotnim sistemom uporabljal vlak, avtobus, kolo, letalo in mogoče kdaj tudi raketo. Ha, ha, ha.